Lep pozdravček, dobrodošli na novem tednu. Res ta vikend je bil pa prav naporen. No, v glavnem zdaj najprej si bom kafe naredila, pa moram pa pospraviti tole z Bosne, več smeti. Tako, imam kar nekaj stvari za delati, pa stroj moram oprati, bom šla pa še v skladišče tja pospravljati. Tako da ja, ko mi čakam. No, cej, dajmo se kar lotati stvari. Zdaj Bosni sem kar malo trpela, ker nisem imela aparata s sabo in sem bila turško kavo in meni je premočno to zdaj. Še dve knjigi sem naročila, se pravi Vladislav Petković Dis, poezija, v bistvu v srbščini. Huda naslovka, obožujem, najljubša. In pa Orion Carlotto, Film for Her. To so pa ful mi je všeč. Tale platnice. Se pravi fotografije, mešanice poezij, teksta, čudovito. Obožujem take knjige. Sem mislila, kaj bom produktivna pospravila, ampak se mi nič ne da dejansko, tako da bom po moje zdaj v izi pa, kakor se mi bo dal. Ker sem na Bosni, sem začela brati dve knjigi, ker sem ju DNF-ala, nehala. Tako da sem sam tole poezijo uspela prebrati Petra Koršič, Furlanka dvignila krilo, 3 zvezdice. Tako da ja, ne vem, kaj je bilo to. Zdaj bom začela znova, sicer malo debelejša, ampak upam, da mi bo dobro. Ja, zdaj sem bila pol produktivna, sem pospravljala pa tako naprej. Zdaj imam pa tele Pop-Tarts, pa knjigo. Sam zdaj gledam v bistvu YouTube. Bom mogoče pa brala. Ful je vroče. Poletje je tle. Takole korenčkovo juhico sem naredila. Zdaj sem še kuhala krompir, pa sem ga dala peč. Zdaj bom še sir dala, da se stopi. Še sem dala premalo sira, tako da bom še dodala. Evo, juhca s krogeljcami seveda. Popolna je, tako popolna. Zdaj pa še tale krompirček s sirčkom. Itak vine dober. Omnjam. Sem lih prebrala knjigo od Orion Carlotto, to je ženska, Film for Her. Čakaj, to sem včeraj prevzela. Ja, ful mi je bilo všeč. Spet, kot sem že včeraj imela, fotografije, poezija, daljša besedila. Ne vem, tako nekaj posebnega je v tej knjigi, kot piše, v bistvu zelo avtobiografsko, a tudi nekaj nostalgičnega ne znamo pisati. Tudi govori o zlomljenem srcu, ampak sem se počutila tako fajn, ker sem to brala. 5 zvezdic, pa itak čudovite fotografije, kar je meni. Tako da, noro. Kako je še vroče, stari. Danes grem pa v Radovljico in sicer gospa Tanja, sledilka, me je povabila, da pridem v njihov holistični center Vita Balance v Radovljici. Sicer me je že povabila februarja, ampak nekako se ni časovno šlo, ampak zdaj, ko sem na dopustu, sem rekla, zdaj pa je cajt, da grem. Sicer imam zelo... Jaz kamorkoli tako grem, sploh če je kaj novega, sem anksiozna. Včasih nisem taka stari. Tako da ja, se bo. Bo okej. Grem itak na bus, polo bi se nazaj gledala, pa mislim, da bo Dragi prišel po me. Nisva se čez jih, ampak mislim, da bo. Oziroma bo videla, kako bo časovno šlo. Kaj bo hitrej, no. Tako da ja, to, kaj bova delali, bomo videli. Oziroma, ne bom zdaj noč povedala, ker tudi sama niti ne vem točno, kaj pričakovati. Sicer si sva rekli detoks, pa kot ušesna terapija, ampak bomo videli. Pustim se presenetiti, da bom probala čim več posnetkov. Ja, zdaj pa posodo perem, pa mi bilo še jesti, ne?
Jaz nisem za to vročine narejene. Evo, palačinke delam, tako da sem zdaj naredila tole. Namesto bučkine palačinke, navadne palačinke. Pa še topla je. Ti pokažem nekaj nagnusnega. Sem kar malo šokirana, moram reči. Zdaj se bom počasi pripravila, oblekla pa to in kar strah imeti ven. Ker vem, da je vročega po nocih. Zato zdaj sem tle klimo vklopila, ker nisem mogla več. Tako, ready sem. Ne moram verjeti, da je že kar poletje tle. A verica. Kimber Simple. Oko klas. Lase si bom itak spela, ker jaz polet ni šans, da imam zgoščene lase, ni šans. Itak bom imela še kapo, pa še tole špangico imam za dvigant lase. Tako da, brez tega ne moram. Dobrodošli v Radovljici! Voda, ampak 70-80% je to kar potiskarjevna. Ampak se pol tudi spremeni. Kjer imamo piercinge, tam je prekinjen energetski tok. In se pravi, kaj stekam pritisnem, je to določen organ. Tako da mi tam, ko imamo pač lukance, tam, ko imamo nek piercing, ali tudi pikce, ali karkoli, dobro pač to so znamenja, ampak na tistem točku je lahko nek zastoj. Tako da, ja. Ja. Najprej bomo z alkoholom razkužili, ker je v bistvu duh, spirit, a ne da razkužva. Bomo pa dali take semenke so gor. To boš pol nosila, to so iz vinske trte. In ti, ko čutiš, ne stisneš, ne zadržiš, ampak spustiš. Predihaš, okej? Ker hec je, da se sprosti, da ti sprostiš to, da daš ven. Ker če zadržiš, v bistvu ti ostaja še vedno vrtek. Boli? Okej, kar predihaš. Z namenom delava na samopodobi, na samozavesti. Dih, izdih. Si v redu? Se ja, to je kar emocionalno, intenzivno, tako da je to pol... Pa sad vse to. No, evo. Hvala. Prosim. Tole je Tanja. Živijo. Tako da, evo, imamo majski reset akcijo, se tudi lahko na naši spletni strani vidite. Tako da se da v bistvu, da je neka sprejemljiva cena, smo znižali 20%, tako da celostna analiza telesa 90 minut, pa recimo detoks, to, ko so zdaj mi dve delali, je v bistvu cel paket plus pol svetovanje, nekaj 2 ure traja vse skupaj 99 evrov. Tako, Okay. ja. To je kul. Tako da delamo pol takrat tudi biofeedback, to se pravi, dela se antistresno, dela se, gledamo, kje v telesu je stres, kjer organi so šibki in pol to že zraven uravnavamo.
ne postavljamo diagnoz, pač nismo medicinsko, a ne, to vemo, ampak gledamo, kje je in kje pa jo lahko popravljamo, tako da na ta način, tako da da se preš malo sprostiti, malo pocrkljati, malo vitalne energije nazaj dobiti, tako na ta način, tako da ja, dobrodošli. Hvala, Tanja. Ja, z veseljem, enako. Wow, kjer dober občutek. Ful se dobro počutim. Ful je cute lele, Radovalc. Res je cute mestece, si sem že prej vedela, ampak zdaj mi je pa tako. Ponavadi ni zmer strogo v ta center. Zdaj sem pa še hodila okoli mal in je res ful lepo. Zdaj čakam dragega, pride dragi po me. Zdaj ne vem, kam naj se dam. Vidim un park. Malo so ga zrihtali. Evo tja. Tole mačo sem kupila z jagodo. Enkrat sem sicer probala njihovo, ampak ni bila mača. Je bil ledeni čaj, pa mi ni bilo všeč, da bomo zdaj videli tole, no. Čin. Ko lepo diši po jagodi. Ovseno mleko, pa je tako, ampak se ni slabo, no. Z navadnim bilo meni osebno bolj všeč, ampak ok. Probaj srce, dragi mu ni všeč. Ovseno mleko je zato. Jagodna pire masa 3%, agavi nektar, japonski ceremonialni mača zelen čaj 0,7%. Se pravi, tole sploh ni mača. Ok, zaenkrat probati in to je to. To ni bilo poceni, v bistvu bilo 2,50 nekaj tasga. Ne vzeti. Moja zlata mat naredila kosilo. Težko mes še pijem to, ne, na koncu je usedlina. Samo da ti pokažem, malo gnusno, ampak vsem. In to sem jaz malo spila. Tako da prosim, ne kupuj tega šita, prosim. Dobro jutro, kofe sem že spila, sem še skočila ven. Vzunaj je 22 stopinj, malček oblačno, malček sončno, no tako. To je zame popolno vreme, tako res perfektno, ker meni je že 25 preveč. Pa tudi, če je ful sonce šajna, tudi ne maram, zato ker sem občutljiva na sonce, tako da zdaj je malo oblačen in to je perfekcija. Sicer, zdaj, ko sem Amazon, se spet malo zašvicala, ampak ok, ko se ohladim, pa perfekcija. Zajtrček. Še eno knjigo sem dobila od Rachel Khoo, ne vem, kako se izgovori, The Smallest Restaurant in Paris. Ona je v bistvu ful znana po tem, da je kuhala v svojem ful majhnem stanovanju. Ne vem, pol iz tega naredila vso kariero, no, glavnem, pač itak carica, tako da je zdaj izdala avtobiografijo in se ful veselim branja. Edini ful je majhna, sem mislila, da bo tako večja, ampak vseeno ful je cute. To sem nek recept videla. No, ok. Kulči. Dragi, skoči v trgovino, tako da tle je haul. Banance, sir, kumare, meso, paradižnik, žepki, kruhek, olivc in pa tele dva drinka. Tole ne vem, če sem že probala bezek limona, se mi tako po mojem bo všeč. Tole je pa mandarina predobro. Lepo zdrav, ker nisem še snemala, malo sem pozabila snemati. Ja, z dragim sva spila kofe, pa vse te stvari, ne. V glavnem imam zgodbo za povedati. Moj prvi nateg na Vintedu in sicer eni ženski, ali moškemu, se sploh ne vem, sem prodala eno stvar za 3 evre. Do zdaj, karkoli sem prodala, je bilo ok. Čeprav imam še 100 stvari na Vintedu. No, v glavnem. In dobim pač, da je reportala, ne, da ni dobila te stvari, ampak kar neko drugo stvar, neko coto. In se potem kliknila, da pošlje nazaj in da ona plača, oziroma da kupec plača poštnino. In sem lih prevzela, pa še diši, tako da sem zdaj jaz reportala nazaj, tako da ne vem, kaj bodo naredili. Se bolj bojim, da bodo njej šli na roke, kakor meni.
za 3 evre. 3 evre. Dobro, da nima neka velika stvar. Ker sem hotela še od dragega stvari prodajati, da moške sukniče pa to, ker so malo bolj več vredni, ne? Tako da ja, vintage se mi je malček zagabil. Pa tu, če stvari takoj ne prodaš, ne gre. Če res v roku enega tedna do 10 dni ne prodaš, stvar ne bo šla. Pa tu, če daš bumpt, ne gre. Iz izkušenj povem. Tako da ja, kolikor je vintage dober, tukaj je tudi slab. Ja, ne vem, no. Jaz zdaj malo to ustavila, pa za soboto grem na eno garažno razprodajo, bomo tam videli, kako bo. Pa bom pa morala neke druge rešitve še iskati, ker imam še ful stvari za prodati, ker bi res rada, da jih prodam, da se jih losam. Nikoli ne bi natekvala folka. Saj sem šla pa seveda malo googlat, ne, in ja, pač piše, da so te skemi, vrnejo ti kar nekaj drugega, obdržijo predmet, obdržijo denar. Itak mislim, da te Poljaki, ki kupujejo na Vintedu največ, da itak pa to naprej preprodajajo, ker imajo ful razvite te second hand trgovine, le se mi ne vse. Sam ne me natekvati. Če sem jaz poštena do tebe, pričakujem, da boš to ti. To me res ob živce spravlja. Tako da bomo videli. Še sreča, ne, da sem 3 ure. Te obveščamo o Vintedu, kaj bo. Drugače sem imela tako plane, kaj bom šla v Ljubljano, pa ne vem kaj. Da se mi. Pa tudi po eni strani zdaj res mi do tega, da grem v LJ. Jutri sicer grem, no, ker grem na ta knjižni sejem, ki bo pred Cankarjevim domom, oziroma za Cankarjevim domom. Drugače pa ne počutim se njih najbolj. 2 dneva zapored se mi da sladoled in me že boli tle, pa nos. Tak čuden občutek imam, kad bom zbolela. Tako da, če že, ne izbolim zdaj. Dokler sem doma, kad bo lažje. Počivam, sem še kupati se moram. Gledam YouTube, fajn mi je bilo kakšen film pogledati. Update od Vinteda, tako kot sem predvidevala. Kupec je zmagal, zato ker je ista fotka, ne, se pravi. Mogoče sem jaz napako naredila, ko sem videla to fotko, ko je ta kupec poslal, da bi jaz morala že takoj povedati, da to nisem poslala. No, zdaj vem, ampak sej. Itak bom zdaj minimalno Vinted po mojo porabljala in to je to. Dobro jutro. Sem sam do Mercatorja skočila, sem vzela tole čokolado, ki bi delala pol piškote, pa sirček, stari, neki se me ja loteva. Prej mi je tukaj tekla z nosa, tako da ja, vprašanje, če bom še nos sejem, ker se mi tudi ne da. Pa itak ne smem zapravljati, pa ne smem kupati knjig, ker jih imam ful. Se tudi ne počutim najbolj škoda. Jutri imam, ne vem, a sem omela, jutri grem v Radomlje na garažno razprodajo, mislim, da sem govorila o tem, ja. Kjer bom jaz prodala svoje stvari in moram biti čim bolj zdrava, oziroma tudi če grem na pol, ne vem kaj, se moram iti tja jutri, ker imam toliko stvari in moram čim več prodati. Zato, da se losam stvari. Tako da ja, zdaj si bom pa zajtrček naredila jajčka, tako ga zmer. Pa tle imam še eno palačinko, ki bom dala sir. In bom to imela, ker tam je skruha, ne. Pa popoldne, ne vem, zragim, kaj bo vedela. Bom videla, kaj bom za kosila pripravila. Zdaj sem spala 1 urco. Zdaj bom pa naredila piškote s čokoladnimi kapljicami. Dobri so. Tole je prva runda, to je druga runda. Se mi zdi, da je bolj pečena, oziroma pač manj zažgana, ker sem jih tudi manj pekla. In to je to. Ja, kako lepo. Piškoti so uspeli. Zdaj bom pa večera naredila in sicer krompir, korenje, pa ribico malo. Tale moj prehlad pa še kar ustraja. Sem lepa šla domov. Utrujena sem. Ja, tako. Moram reči, da razprodaja ni bila nekaj uspešna, tudi sosedi, ki sem se pogovarjala. Pač ja, ni bilo nekaj ful ljudi.
Takrat, ko je bila v kulturnem domu, tako da upam, da jeseni, da bo boljš, bomo videli. Nekaj sem prodala, to so malenkosti, oziroma 2 večji stvari. Ostalo so bile malenkosti dejansko nakit, pa par knjig je šlo. Čist preveč stvari sem imela s sabo, čist preveč. Tako da v bistvu, bogi moj dragi, pa fotor, ko sva šla tja, je to dragi moral vse nest, ko sem pa šla nazaj, me je pa pač fotor pripeljal, ne, on mogel vse nest, tako da. Ampak zakaj imamo dece? Za te stvari, a ne? V glavnem, ura je okoli 2, moram jaz, ker nisem še načela, pa še do konca malo pospraviti. Tale knjiga. Prebrala sem knjigo od Isabel Allende, Paula. Oh my god. Ko si že videla, sem jokala veliko med branjem te knjige. In sicer ta knjiga je posvečena Isabelini hčerki Pauli, ki nažalost umre pri 27-28 nekaj takega, zaradi eno boleznjo porfirija, to v bistvu napade živčevje možgane. No. Bila je v komi kar nekaj časa in v bistvu to knjigo je napisala ona za Paulo, zato da ko se zbudi, da ne vem, ne bo prestrašena kakorkoli. In tle je, to je v bistvu Isabelina autobiografija. Opisuje tudi njene prednike, njene starše, politično dogajanje v Čilu, ki je bilo itak noro. Oh, moj bog, kaj je vse ta ženska pretrpela v življenju? Wow. Jaz imam pa tremo, ko grem na bus. Ja. V glavnem, že tako na začetku sem začela jokati, nekaj pač, ko to omeni o Pauli, ker oni niso vedela, a bo ozdravila ali ne bo, a ne. Potem pač sem tokrat dovedela, da nisem mogla čakati, sem šla pogooglati, no, in potem sem pač videla, da je umrla in... Ampak vse, ne pokvariš si, pač enostavno veš, kaj te čaka in... Ne. Čudovito napisana knjiga, se ni cel cajt žalostna, ne ni zato, ker opisuje svoje življenje, tako da ni samo o Pauli, pač ni tako žalostna, ampak vse, absolutno obvezno branje, 5 zvezdic. To je tako ena lepših knjig, kar sem jih brala. Čeprav je žalostna, je še zmer ni tako, da te zamori. Mislim, da določene mere, zdaj, mogoče ne vem, tistim, ki ste starši, bo to mogoče bistveno težje brati. Že meni je bilo težko, kaj šele nekomu, ki ima otroka, ampak vseeno, tako je lepo napisana oda. Oh my god. Pač oda otroku, oh my god. Že ko sem dragemu začela, pač on me tako na vsake tok me vpraša, ker sem to padla v to knjigo, sem jo brala sicer kakšen teden, ne, malo manj, 5 dni. In pol jaz ne moram nič drugega delati, pač tako je dobra knjiga, no tako, če se pa gre, nisem začnem govoriti in tako sam solzem, sploh nisem mogla, ne, šele pol sem tako malo hitro povedala. Tako da, no, jaz ful priporočam 5 zvezdic, ne, mislim, meni je tako Isabel Allende čudovita. Že dolgo nisem nobene njene knjige brala, tako da sem že tako malo pozabila, kaj sem pa pisala prej, pa katero sem pa prebrala, sploh ne vem. Drugač, original je išlo tole leta 94, se pravi, njena hčerka je umrla 92. 94 je šlo, prevod v slovenščino 23, oziroma 23. Tako da, ja. To je moja in to obdržim za vse večne čase, ker je res čudovita, tako da ful priporočam. Če si jo brala, prosim, napiš mi komentar, kakšna je bila tebi. Evo naj na sprehodu, jaz sem čist prehlajena. Je fajn, ker ni nikogar razum, sam ptice se slišijo. Tako pravno tišina po dežju. Tako, jaz sem malo uboga. Delam minimalno stvari, kolikor se da. Jaz moram iti jutri delati, so nekako bom. Pomeva glupo, da zdaj po enem tednu dopusta ostanem na bolniški, to mi je res, ko ne maram tega. V glavnem, to je to za ta teden, bom kar te zaključila vlog. Ura je okoli 6, meni se zdi, zdaj bo vitek sem še večerjala, pa kaj gledala. Pa moram iti prej spat, da se spočita za jutri. Oziroma, da se sama pocajtam. Ja, upam, da ti je vlog všeč, se vem, ful je dolgočasno, nad se ne dogaja. Ampak po drugi strani, raj imam, da je dolgočasno, kakor pa da imam dramo v življenju, da sem pod stresom, tako da
tudi to, dolg čas mir, to je edino, kar mi je pomemben. Ker tudi ogledi so padali, tako da ne vem, ampak lej, pač, kakorkoli. Zato bom v bistvu zelo hvaležna, če komentiraš kaj, ker to meni ful pomeni, pa žal za algoritem tudi, pač jebi ga, v takem svetu živimo. Lepo bodi, rada te imam, ful hvala, da gledaš, res ful cenim. Lepo se mej, drži se, pazi nase in se vidimo, upam na naslednjič.